Zdravje je vrednota, ki jo ljudje v javnomnenjskih raziskavah vselej dajemo na prvo mesto. Je prvi pogoj za kakovost življenja in blaginjo posameznika. Vprašanje je, ali se tega kot posamezniki vseskozi zavedamo in ustrezno ravnamo. Pravica do zdravja in zdravega okolja je temeljna človekova pravica. V stranki Lipa menimo, da ta pravica ne sme biti omejena s kratkoročnimi interesi vsakokratne aktualne politike. V tem pogledu se zavzemamo za sistem kakovostnih javnih storitev in oskrbe, ki je dostopna vsem pod enakimi pogoji in temelji na enakovrednem, hitrem in spoštljivem obravnavanju uporabnikov. Na koga nasloviti dolžnost, da nam zdravje zagotovi? Glede na dejavnike zdravja moramo dolžnost do zdravja nasloviti predvsem nase. Na to pa še na državo, da zagotovi zdravo okolje in organizira ustrezno javno zdravstveno službo. Zato v stranki Lipa menimo, da vsaka zdravstvena reforma mora temeljiti na načelih pravičnosti in vzajemnosti med generacijami, vkolikor želimo ohraniti sistem dolgoročne stabilnosti, ki bo učinkovit in dostopen vsem državljankam in državljanom. Sistem zdravstvenega varstva mora slediti hitremu razvoju medicine in tehnologije ter skladno s tem odgovarjati na naraščajoče in vedno nove potrebe uporabnikov. Zato si v stranki Lipa prizadevamo za sistemsko ureditev področja bolnikov pravic. Med nujnimi ukrepi za ohranitev sistema zdravstvene oskrbe je preprečitev vsakršnih poskusov privatiziranja javnega zdravstva ter zakonska regulativa, ki bo zajezila neupravičeno podeljevanje koncesij in zakonsko razmejila koncesionarstvo. V stranki Lipa ostro nasprotujemo temu, da zdravje postane dobrina na trgu. Tudi stališče Evropske unije poudarja, da je zdravstvene oskrbe, ki so pomembne za zdravje ljudi, nujno nemudoma umakniti s trga, ter menimo, da se s takšnimi primeri zlorabe sredstev, časa in bolnikov v javnem zdravstvu za zasebne koristi slabša javno zdravstvo za vse državljanke in državljane Republike Slovenije. Še posebej tiste, ki si teh dodatnih storitev, ki bi morale biti osnovna pravica vsakega, ne bodo morali privoščiti. Zagovarjamo pa tudi, da mora zdravstveno varstvo dosledno temeljiti na načelih solidarnosti, vzajemnosti in socialni pravičnosti ter zagotavljati uresničevanje ustavnih in splošnih pravic.